Draga Božja cerkev, zbrana v več stoletij starem častitljivem svetišču in vsi, ki nas spremljate prek spleta, dobrodošli v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Naslednjo nedeljo, 2. junija, imamo po osrednjem bogoslužju brezplačni cerkveni piknik v gozdičku za cerkvijo, kot temu kraju mi pravimo v zeleni katedrali. Prijave zbira duhovnik Danilo Jovanovič. Vzemimo si čas za prijetno prijateljsko druženje, pa povabimo tudi ostale. Naslednji teden potekajo bogoslužja po ustaljenem urniku, srečanje sester vseh generacij v torek 28. maja ob 19. uri. Tema je Rdeči križ. Draga Božja cerkev, zbrani smo v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. In naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Žal, zgodovino sveta obeležujejo večinoma revolucije. Dolžnost nas, kristjanov, pa je, da kot revolucionarji v svet ponesemo ljubezen. Psalem 145 pravi: Povzdigoval te bom, moj Bog, o kralj, slavil bom tvoje ime na vekov veke, vsak dan te bom slavil. Velik je Gospod in zelo hvaljen, njegova veličina je nedoumljiva. Rod za rodom slavi in oznanja tvoja mogočna dela. Premišljal bom o sijaju slave tvojega veličastva in o tvojih čudežih. Pripovedoval bom o tvojih velikih dejanjih. Amen. Priznajmo svoje grehe. Dobri Bog, žal nam je, ker med nami izostaja posvečevanje tvojega imena, to pa otežuje našo življenjsko pot in obremenjuje naše srce in misli. Priznavamo, da prevečkrat pozabljamo nate, zato nas poti ne vodijo k sočloveku, da bi izkazovali dejanja ljubezni in dobrote. Odpusti nam vse te zamujene priložnosti in se nas usmili. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Sledi skupna himna s čudovitim nazivom Bog velik si. Lahko vstanemo.
Izvolite sesti, brati in sestre. Verjamem, da se boste strinjali z mano, da zato, da bi videli lepoto narave, nam ni potrebno iti v nek poseben kraj ali na nek poseben otok ali pa nekam v vesolje. Kajti že sedaj zjutraj, ko smo prihajali v cerkev in smo videli to čudovito pokošeno zelenico zunaj, ali pa če gremo v gozdiček zraven cerkve, kjer čudovito pojejo ptiči, ali pa ko je sončno lepo vreme in stojimo tukaj na ploščadi zunaj, lahko vidimo gore naokrog. Vse to so stvari, ki nam dokazujejo, kako je narava lepa. In vsi ti pogledi na to naravo nas navdajajo z občutkom občudovanja vsega tega. Ampak mi se ne zaustavimo samo pri občudovanju narave, ampak predvsem pri občudovanju tistega, ki je vse to ustvaril. In to je naš Bog, o katerem smo tudi peli. In veste, številni znanstveniki so se v preteklosti in se še vedno ukvarjajo z delovanjem naravnih zakonitosti. In če se vprašamo, kaj jih žene v to delo, ali kaj je gonilna sila njihovega dela, potem je to zagotovo radovednost. Ampak veste, tudi znanstveniki pridejo do tega, da ko ugotavljajo te naravne zakonitosti, da se zaustavijo, kajti ugotovijo, da iza tega obstaja nekaj resničnost, ki je ne morejo izmeriti s teleskopi ali z vsemi drugimi pripravami, ki jih uporabljajo pri svojem delu. In ravno zato je zelo veliko število znanstvenikov tudi kristjanov. In eden izmed njih je tudi škotski fizik William Thomson, ki je takole rekel: temeljiteje, ko izvajam znanstvene raziskave, bolj verjamem, da znanost izključuje ateizem. Ne bojte se biti svobodni mislici. Če dovolj močno razmišljate, vas bo znanost prisilila v vero v Boga. In zapisano je zanj, da je poleg tega, da je bil znanstvenik, tudi redno bral Sveto pismo in hodil v cerkev. In še enega znanstvenika bom omenila, in sicer angleškega matematika in fizika Isaaca Newtona. Za njega je zapisano, da se je bolj kot znanosti, pa vemo, da je bil zelo pomemben znanstvenik, posvečeval tudi teologiji. In on je odkril gravitacijski zakon, vendar je vedel, da tudi znanost ne more odgovoriti na vsa vprašanja. In takole je rekel: gravitacija razloži gibanje planetov, ne more pa razložiti, kdo je te planete postavil v gibanje. Bog usmerja vse stvari in pozna vse, kar je in kar je mogoče. In navsezadnje tudi psalmist David je opisal Boga kot čudovitega stvarnika z naslednjimi besedami: Gospod naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ. Gospod naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. In nebesa pripovedujejo o Božji slavi, nebesni svod sporoča o delu njegovih rok. Dan izreka dnevu govor, noč razglaša noči znanje. In bratje in sestre, to jutro smo tukaj in ni to slučajno, da smo tukaj. To je Božja milost in v naslednjih trenutkih, ko bomo peli pesmi Bogu v čast, razmišljajmo o Božji veličini, razmišljajmo o tem mogočnem Bogu, ki je stvarnik neba in zemlje, a hkrati naš odrešenik in naš prijatelj. To je nekaj čudovitega in to razmišljanje nas lahko vodi v globoko oboževanje. In pesem, s katero bomo nadaljevali, pravi: Poj Gospodu novo pesem. In to jutro bomo zapeli novo pesem. Ne novo po melodiji, niti ne po besedilo, ampak naj ta pesem privre na novo iz našega srca, Bogu v slavo in čast. In bodimo blagoslovljeni v skupnem čaščenju Jezusa Kristusa.
Stanimo ta nova pesem. Zdaj v duhu resnici Boga obožujem, pravi pesem.
Mi povzdigujemo Boga, ki je velik, velik stvarnik. In tudi zadnja pesem v oboževanju pravi, velik je Bog, boj z menoj, ker velik je Bog. In ko se ozremo okrog sebe, vidimo na levi in na desni brata ali sestro in skupaj slavimo in dajmo čast velikemu Bogu. Polni zemljo vso, naš Bog in večni kralj. Svetlobo je odlet, prežene temo vso, prežene temo vso. Besedo se drži, troedini Bog, Oče, Sin in Duh, od vekoma je On in večno isti Bog. Velik je Bog, boj z menoj, ker velik je On. Naj spoznajo vsi.
Ti si velik Bog in mi te častimo, Jezus, to jutro, kajti zbrani smo kot tvoje odrešeno ljudstvo. Hvala ti za stvarstvo, ki ga lahko občudujemo. Hvala ti za odrešenje, ki ga lahko sprejemamo v svoje življenje. In hvala ti za Svetega Duha, ki nam ga daješ, da nas vodi skozi življenje na tej zemlji. Hvala ti, Jezus, da si naš najbližji, da si naš prijatelj. Hvala ti, da si nam blizu v vsakem trenutku našega življenja. In hvala ti, da si po svojem duhu prisoten med nami tudi to jutro na tem bogoslužju. Zato, Jezus, naj bo visoko povzdignjeno tvoje ime, kajti pred tvojim imenom se bo priklonilo vsako koleno in vsak jezik bo priznal, da si ti Gospod. Amen. In del oboževanja je tudi dajanje naših prostovoljnih prispevkov. In zato naj bo blagoslovljena vsaka darežljiva roka. Izvolite sesti. Smo pri pridigi, pri Božji besedi. Govorili bomo o svetosti in govor o Božji svetosti sodi v cerkev. Toda sprašujem se, kaj bo s cerkvijo, saj je v trendu necerkveno krščanstvo. Stara cerkev pa je rekla, sam kristijan ni kristijan. Solus Christianus nullus Christianus. Samo cerkev je posvečen kraj srečevanja. Verska izkušnja svetosti pa je osebna, relacijska, gre za odnos. Svetosti ni mogoče doživeti zunaj občestva, ni mogoče niti živeti zunaj cerkvene skupnosti občestva ljubezni. Kristjani smo sveti, pa ne v moralnem pomenu brezgrešnosti, ampak kot pravimo, smo posvečeni po milosti v Jezusu Kristusu. Tako svetost ni stvar človeške narave, ampak nas posvečuje občestvo v Jezusu Kristusu po Svetem Duhu in to v cerkvi. To vidno izkazujemo tudi z obhajanjem Gospodove svete večerje. Beseda svet je izrazito verska, religiozna. In kaj pravi Sveto pismo o svetosti? Tako vabim, da ustanemo k poslušanju Božje besede iz preroka Izaija 6. poglavje 3. vrstica. Izaija 6:3, kjer pravi: Drug drugemu so vzklikali in govorili: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami.
Vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Mimogrede, preden nadaljujem, naj povem, da omemba Gospod nad vojskami pomeni Gospod vojske angelskih čet. Ne gre za nobeno bojevanje ali človeško vojsko. Božje ime, jaz sem, ki sem, hebrejsko ehje, ašer ehje, ni samo ime, je več kot ime, je obstoj. Pravzaprav Judje to razumejo, da je to svetost. Svetost je bistvo Boga, je božjost, je to, kar Bog je. Brez svetosti Bog ne bi bil Bog. Starozavezna hebrejska beseda za svetost je kadoš in pomeni ločen, izdvojen, oddvojen od navadnega, povprečnega, posvetnega. In označuje Božjo nadoblast nad vsem. Peli smo velik si. Svetost ni nek okrasni pridevnik, ki bi ga dali sveti Bog ali sveta Ana, sveti Martin, sveta Marija, sveta Neža. Je več kot to, kot razumemo ljudje. Ni okrasni pridevek, ki bi ga pripisali Bogu, ampak je bistvo neskončne polnosti Božjega obstoja. Je več kot Božja lastnost. Svetost je to, kar Bog je. In rad bi, da dojamemo Božjo svetost. Namreč svetost je najbolj Božja in je rezervirana samo za Boga. Samo za Boga. In je nedostopna. Namreč zato v krščanstvu se Bog imenuje Sveta Trojica. Oče, Sin in Sveti Duh. Tretja oseba Svete Trojice pa je Sveti Duh. Prebrali smo, da je Bog svet, svet, svet. Trikratna ponovitev nečesa v Svetem pismu pomeni, da gre za presežnost, da gre za resnico o najvišji svetosti Boga, da je Bog presvet, da je Bog trikrat svet, da je neskončno svet. In svet, svet, svet nakazuje že v Stari zavezi trojedino naravo Boga, namreč eno večno bistvo v treh osebah, od katerih so vse enako svete. To pomeni, da je Bog presvet in Bog svoje svetosti ne deli z nikomer. Zato je on Bog nad bogovi. Naša lastna svetost, Sveto pismo temu pravi farizejstvo, je ravno zaradi tega največji upor zoper svetega Boga. Človek je ustvarjen po Božji podobi in z Bogom si lahko delimo veliko njegovih lastnosti. Poglejmo primer. Človek je lahko tudi ljubeč, dober, zvest, usmiljen, sočuten, to, kar pripisujemo Bogu. Ampak vse to smo mi v dosti manjšem obsegu, kot je Bog. Božje svetosti pa si ne moremo deliti. Nikakor. Ker je samo Bog svet. Božja svetost Boga ločuje od vseh ostalih bitij, od vsega ostalega stvarstva, od vseh ostalih bogov, kajti to je bistvo njegovega obstoja. To je njegova drugačnost. Božje svetosti ne moremo doumeti. Lahko jo le osuplo občudujemo
in obožujemo. Izaija je bil v videnju priča Božji svetosti. Čeprav je bil Božji prerok globoko veren, se je na Božjo svetost ozrl z zavedanjem lastne grešnosti. V nadaljevanju beremo, da je rekel: gorje mi, grešen človek sem. Torej celo brezgrešni angeli, ki so klicali, serafi, svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, so si pokrili obraz, pravi ta kontekst, in tudi noge s svojimi krili. To označuje, kako je ta svetost za nas zakrita. To označuje tudi njihovo dejanje ponižnosti, strahospoštovanja, občudovanja. In vedno, ko smo v neposredni bližini Boga, to doživljamo. Njihovo obnašanje, njihovo strahospoštovanje okara našo predrznost, našo lahkomiselnost, našo ravnodušnost v odnosu do Boga. Saj danes skoraj da nič ni več sveto. Človek lahko izraža svojo svetost samo z ljubeznijo. Veste, kateri človek je svet? Tisti, ki ljubi. Iz nedelje v nedeljo se vrtimo samo okoli ljubezni, kajti ljubezen je največja. Človek izraža svojo svetost samo z ljubeznijo. In samo zato, ker je svet Bog ljubezen, nam Božja svetost ni v pogubo. Kajti Bog, ki je pravičen, če ne bi bil ljubeč in usmiljen, bi bili po pravici vsi pogubljeni. Ker je Božja svetost človeku nedostopna, pa se nam Bog milostno razodeva v Jezusu Kristusu, po Svetem Duhu. In bistvo svetosti je ljubezen. Če hočemo biti sveti, moramo ljubiti. Običajno se v cerkvi svetost pojmuje napačno in se jo primerja z moralnostjo. Pravijo, ta človek je dober, pošteno živi in tako naprej. Vendar svetost nas ne ločuje od greha ali posvetnosti, ampak nas določa za Boga. Torej, nas pravzaprav loči za Boga, ne od Boga, ampak nas opredeljuje za Boga. Ta svetost Božja nas ne vodi v osamo, v izolacijo, v ločenost, ampak nas pošilja v svet, da govorimo o svetem Bogu. Kajti vsa zemlja, smo prebrali, je polna Božjega veličastva. Ko je bilo to zapisano v Stari zavezi in ko Judje to preberejo, je to za njih pohujšljivo. Vsa zemlja je polna Gospodove slave. Kajti Judje so prepričani, da ta slava pripada samo njim, kot izvoljenemu ljudstvu. Za njih je to pohujšljivo, škandalozno. Verjamejo, da Bog pripada samo njim. In tu je namig, že 700 let pred Kristusovim rojstvom, da bo v evangelskih časih nove zaveze Božja slava, Božje odrešenje napolnilo v svet. Kajti Bog je tako vzljubil ta svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Večina kristjanov verjame, da morajo biti ločeni od sveta, da bi bili sveti. Mi itak sveti ne moremo biti. Torej, to je tudi ena od reformacijskih načel Martina Lutra, da ne častimo svetnikov, kajti svetost pripada samo Bogu. Lahko pa gre pri nas ali pri meni za sveto grešno zmoto, kajti lahko postane nekaj drugega zame sveto. In to dajem v navednice.
recimo zagrenjenost, nemolitev, kritizerstvo, hinavščina, dvoličnost. Tak kristjan ne more pripadati svetemu Bogu. Angeli so sveti zato, ker pripadajo Bogu. Gospodov dan, nedelja, je posvečen dan, zato ker pripada Bogu. Izrael, pravimo sveta dežela, je sveta zato, ker pripada Bogu. Svetišče z opremo v stari zavezi je sveto zato, ker pripada Bogu. Leviti, preroki, duhovniške obleke, daritve v stari zavezi so svete zato, ker pripadajo Bogu. In vsi se moramo zavedati, tako mi, kot tudi Božje ljudstvo, ali pripadamo Bogu. Kajti le, če pripadamo Bogu po ljubezni, s tem izražamo tudi to našo svetost v Jezusu Kristusu. Kristijani nismo svet narod v moralnem ali pravnem pomenu, torej nismo brez greha in tudi nismo pravični. Tega ne zmore nihče, to ni v naši naravi, to je protinaravno. Če začnem tako gledati na krščanstvo, potem se me polasti tekmovalnost ali pa licemerstvo ali pa primerjanje z drugimi. In to vse povzroči, ker tega ne dosežem, verske travme in versko krivdo. Zato smo mi svet narod, sveto duhovništvo, kot pravi apostol Peter, izvoljeni rod v duhovnem pomenu. To pomeni, da smo posvečeni, da smo opravičeni po Jezusu Kristusu v svetem duhu. Zato je krščanstvo edinstveno. In to je ta lepota krščanstva, ki je več kot gola religioznost. Izaija je zapisal, kaj je doživel. V 6. poglavju imamo na začetku zelo lep opis njegovega videnja. Namreč besedilo nam nekako potegne preprogo izpod nog naše lastne svetosti, te narejene svetosti, te umetne svetosti. Pravi takole: v letu, ko je umrl kralj Uzija, je bil Izaija v svetišču, kjer se je nepričakovano soočil z živim Bogom. Torej ni ga videl, ker nihče ne more videti Boga in ostati živ, ampak je imel videnje, neko vizijo. In pravi tudi zapis, da je to bilo takrat, ko je človeški kralj Uzija umrl. Toda Bog živi. Človeški kralj umre, Bog živi. Kraljestva prihajajo in odhajajo, Božje kraljestvo je večno. In Izaija je doživel teofanijo, to pomeni objavo nevidnega Boga. Objavo nevidnega Boga. Razkritje te Božje slave, svetosti, veličastva, Božje navzočnosti pa je opisal slikovitim jezikom, kajti drugače ne moremo tega opisati. Kajti suvereni Bog biva v nedostopni luči in ga ne moremo definirati, kajti potem Bog ne bi bil Bog. Sveto pismo pravi, da bi človek umrl, če bi videl Boga. Torej, nemogoče je. Izaija je bil zamaknjen, izkusil je nedojemljivo, skrivnostno, drugačno, sveto. Zajeta so bila vsa njegova čutila, torej ni bil v transu, sicer ne bi bila prisotna čutila, ni bil v ekstazi, kot se to dogaja lahko v nekih drugih alternativah ali v nekih religijah. Bil je priseben. Na poseben način je videl Gospoda sedečega na vzvišenem prestolu, slišal je angele serafe, ki so govorili svet, 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 čutil je potres, kako so se stresli podboji vrat v svetišču in vonjal je kadilo
z oltarja v svetišču. Potem je Izaija poskušal opisati samo rob vidnega polja. Torej ne tistega nedostopnega, ampak nekaj obrobnega. In tisto obrobno je tako veličastno, tako veliko, tako božansko, da že zadostuje. Namreč ni človeškega jezika, s katerim bi lahko opisali Boga. Zato Sveto pismo uporablja za Boga različne prispodobe. Oče, dobri pastir, ženin, skala odrešenja, gospod angelskih vojsk, kralj kraljev, gospod gospodov in tako naprej. Sveto pismo ni knjiga o znanosti, ampak je življenjepis, biografija nevidnega Boga v zgodovini, konkretni zgodovini človeštva, prostoru in času. V tej knjigi je razodet Božji načrt odrešenja. V tej knjigi je neopisljivi Bog opisal sebe na nam razumljiv način, toliko, kolikor lahko mi dojamemo. Nova zaveza pa je še več, je pa življenjepis učlovečenega Boga v konkretnem času in prostoru. Glede na to je nesmiselno iskati v Svetem pismu odgovore na ostala vprašanja. In tudi, ko preberemo nekaj v Svetem pismu, moramo prebrati to v kontekstu tedanje kulture, tedanjega načina življenja in tedanje zgodovine. Sicer lahko ta knjiga postane nevarna knjiga, da tako rečem, ali pa knjiga polna krvi in vojn, jeze in maščevanja. Torej, zato v Svetem pismu ne iščemo ostalih odgovorov, tako kot ne iščemo v kuharski knjigi odgovorov na vprašanja iz astronomije. Žal, vzamemo pač ustrezno knjigo. Torej, naše besede so le približki, kajti človek ni zmožen neizrekljivega Boga doumeti in ga opisati. Takole je nek teolog rekel, zelo zanimivo in dalo mi je misliti, če človeške besede niso zmožne opisati značilne arome kave, kako naj bi se spopadle z nečim tako subtilnim, kot je Bog. Torej, težko opišemo s človeškimi besedami aromo kave. Moramo jo poskusiti. Lahko bi govorili in govorili. Je tako in je tako in je drugače. In če ne moremo arome kave s človeškimi besedami pričarati, kako bi potem doumeli in opisali Boga. Običajno mislimo, da je Bog nekakšno bitje, kot smo mi, vendar večje in seveda boljše. In če tako razmišljamo, je to lahko že malikovanje. To je že moja podoba Boga. Prva Božja zapoved pa pravi, naj ne delamo nikakršnih podob. Torej ne gre samo za neke materialne stvari, tam nekje, tiste so še najmanj nevarne in grešne. Napačne predstave o Bogu, to so lahko moji maliki, ustvarjeni po lastni podobi. Neverjetno je, da ko se človek znebi ene vere, misleč, da je končno našel in spoznal pravo vero, sam človek izumi novo vero in v imenu te vere fanatično izvaja čistko nad vsemi tistimi, ki mislijo drugače kot on. Torej, zato je to lahko en začarani krog, zato pravim, politika in religija sta dve stvari, ki lahko na smrt spreta ljudi in človeštvo. Zaradi teh dveh stvari so vojne v svetu, tudi trenutno, zaradi religije in politike. Torej, in evangelsko krščanstvo, ki ga je pri nas razglašal Primož Trubar, Martin Luther pa ga je začel z reformo in potem se je to razširilo po vsem svetu, govori pač, da se moramo vrniti nazaj k izvoru, k koreninam.
pristnemu krščanstvu, ki pa ni nič drugega kot ljubi Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Naj se vrnem k Izaiju. Bog je neimenljiv in neizrekljiv. Torej tudi, ko ga vpraša, kako ti je ime, reče, jaz sem, ki sem. Imamo ta dvogovor z Mojzesom. Namreč našemu omejenemu umevanju prihaja naproti Bog skladno z našo sposobnostjo dojemanja. Se je pa v novi zavezi s prvim božičem, in to je edinstveno samo v krščanstvu. Nobena druga religija tega ne pozna, tega učlovečenja. Pravzaprav v drugih religijah so bili samo bogovi nesmrtni. To, da smo lahko mi obdarjeni z večnim življenjem, to je tudi edinstvenost krščanstva. Bistvo vere torej ni v tem, da bi razumeli, ampak da bi zaupali Bogu. Znanost nam odgovarja, kako je nekaj ustvarjeno, Sveto pismo pa nam pove, zakaj je nekaj ustvarjeno. Kot smo že danes slišali uvodoma, Sveto pismo nam pove, kako priti v nebesa, ne pa kako se nebesa vrtijo. Srečanje z Bogom je Izaija spremenilo. Izkusil je to veličastvo, to drugačnost trikrat svetega Boga na vzvišenem prestolu. Zaslutil je, kdo Bog je. Videl je pa samo delček vsega tega, tako kot Mojzes, samo Božji mimohod v hrbet. Tukaj pa Izaija vidi samo Božjo vlečko. Vemo, kaj je vlečka. Del svečanega oblačila. Nevesta, ki ima lahko čudovito obleko in potem za sabo vleče še vlečko. Torej videl je, kako je Božja vlečka napolnjevala svetišče. To je videl. Slišal je serafe. Kaj so serafi? Žareča angelska bitja, ki so razglašala Božjo svetost. Zakaj so serafi takšni? Judje pravijo, serafi gorijo v ljubezni do Boga in v gorečnosti za njegovo slavo. Torej serafi gorijo v ljubezni do Boga in v gorečnosti za njegovo slavo. Izaija je čutil, kako so se stresli podboji vrat. Potem zavonjal je čudovita kadila, ki so se dvigovala z kadilnega oltarja. Postal je prerok Božje svetosti, prihajajočega Mesije, odrešenika Jezusa Kristusa. Izkustvo Božje svetosti ne sme voditi v duhovni napuh. Bog se mi je razodel, videl sem, slišal sem, Bog mi govori. Moramo biti zelo pozorni pri teh rečeh. Kajti izkustvo Božje navzočnosti, Božje svetosti ne sme voditi v duhovni napuh ali primerjanje z drugimi, ampak v priznavanje lastne odvisnosti od Boga. Pravzaprav v priznavanje grešnosti, svoje, lastne grešnosti. Kajti prava svetost vodi v kesanje. In ko je Izaija vse to videl, bi lahko rekel, samo jaz, Bog se mi je razodel. Kaj pravi apostol Pavel? Poznam človeka, ki je bil dvignjen v tretja nebesa, se ne hvali, lahko bi rekel, to sem bil jaz. Izaija kot odziv na vso to svetost reče, Bog je svet, jaz pa sem grešen človek. Moje ustnice so nečiste. Torej, bliže, ko smo Bogu, bolj se zavedamo svoje grešnosti. Nekako tako, kot se zgodi z belo srajco, ki jo nosimo 1 leto, potem pa poleg postavimo novo srajco. Kar naenkrat stara srajca ni več videti bela, ampak rumenkasta ali bledo bela. Zato je Izaija rekel, gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami.
Izaija ni rekel, blagor mi, počaščen sem, da sem edini izbranec, edini izvoljenec za Božjo slavo. Zelo nevarno je, ko začnejo ljudje ločevati na prave in neprave. Edini izvoljenci, edina zveličavna in edina prava. Tukaj ni Boga potem. Kajti izvor svetosti je Bog, ne pa človek. Bog je Izaijo posvetil s pomočjo svojih serafov. Ko je Izaija priznal, gorje mi, grešen človek sem, ga je Bog posvetil s pomočjo gorečih serafov in se ga dotaknil. Kaj pravi zapis? Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel, glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. To je čudovito. To je tako čudovito. In to, kar zdaj sledi, kar bom povedal, me je toliko presunilo v tem tednu, ko sem se poglobil v študij in pogledal, kako na to gledajo Judje, torej njihovi rabini, teologi, in kako je na to gledala prva krščanska cerkev, zgodnja cerkev, torej cerkveni očetje. Torej žerjavica z oltarja, ki se je dotaknila Izaijevih ustnic in mu prinesla odpuščanje, je slika Gospodove večerje. Lahko samo obnemimo. Zgodnja cerkev je videla v gorečem oglju Jezusa Kristusa. Ta božanski ogenj ljubezni, ki ne obsoja, ki ni peklenski ogenj, ampak je božanski ogenj ljubezni, ki sežiga naš greh, razsvetljuje in oddaja toplino Božje nežnosti. Ko se kruh in vino svetega obhajila dotakneta naših ust, kot ta Božja žerjavica, se spomnimo Božje svete ljubezni, ki nas očiščuje. Povabljeni smo, da jemo, da pijemo odpuščanje naših grehov, ozdravitev in osvoboditev. Poglejte, kako je Sveto pismo povezano. Nobena knjiga se tako ne ujema. To nas privede do zadnjega dejstva. Izaija je doživel Božji klic, povabilo, 3-krat svetega Boga in se tudi odzval. In tukaj končuje ta zapis. Slišal je glas Gospoda, koga naj pošljem. Torej najprej je Božja svetost. Potem je Izaijeva ali moja spoved, kesanje. Bog, grešen sem. Potem je Božje očiščevanje. Celo Gospodova večerja, ki se dotika naših ust. Ta ogenj Božje ljubezni. In potem, ko sem posvečen, ne svet, ampak posvečen, ker me Bog posvečuje, sledi klic. Bog nam zaupa in smo njegovi partnerji. Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Ni to zanimivo, da ena oseba govori v množini. Imamo teološko množino, teološki plural, ki nakazuje Sveto Trojico. Kdo bo šel za nas? Za Očeta, Sina in Svetega Duha, ker je Bog 3-krat svet. Oče, Sin in Sveti Duh. In kaj je rekel Izaija? Tukaj sem. Pošli mene. Lahko rečemo to tudi mi. Pred nami je poslanstvo, evangelizacija sveta. Jezus je rekel, pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij. Izaija ni rekel, grem, če bom uspešen in zadovoljen, srečen. Ne, Boga je celo opozoril in pravi, narod, kateremu bo šel, ima oči pa ne vidi, imajo ušesa pa ne slišijo in njihovo srce je okorelo.
Bodimo pozorni na ta vrstni red, na ta vzorec. Svetost, grešnost, odpuščanje, klic in služenje. Na obeh cerkvenih vratih imamo napisano: prihajamo, da bi molili, odhajamo, da bi služili. Presveti Bog je poslal posvečenega Izaija v grešni svet med okorele ljudi. Ni ga zaprl v hermetično škatlo in rekel: zdaj, ko si posvečen, zdaj pa ždi nekje v neki celici, da se ne boš okužil z ljudmi in svetom, ampak ga pošlje v svet in mu ne obljublja uspeha, kajti Bog nagrajuje našo pripravljenost, poslušnost, ne pa našega uspeha, kajti uspeh je od Boga, sicer bi bili mi vodilni. Tudi nas Bog pošilja v svet oznanjati evangelij in prava svetost izzove v nas poslušnost in služenje. Lahko bi ponovili besede: Bog, naredi me orodje tvojega miru. Kjer je sovraštvo, naj posejem ljubezen. Kjer je krivica, naj posejem odpuščanje. Kjer je dvom, naj posejem vero. Kjer je obup, naj posejem upanje. Kjer je tema, tja bi rad prinesel svetlobo. Kjer je žalost, naj posejem veselje. In zato tudi v molitvi Oče naš molimo: posvečeno bodi tvoje ime. Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Božje ime je posvečeno. Zakaj? Ker je sveto. 3-krat sveto. Ime je vedno pomembno. Vsakdo ima ime, to nas določa. In ko slišimo neko ime, imamo tudi neko asociacijo. V Svetem pismu je tako: Adam, zemljan; Abraham, oče množice; Jakob, goljuf; Betlehem, hiša kruha; Jeruzalem, mesto miru. Skoraj vsaka stvar, vsak kraj v hebrejščini ima svoj pomen. In v imenih se skriva značaj in poslanstvo. Recimo, če slišim ime Hitler, takoj pomislim na nacizem in grozote taborišč smrti. Če slišim ime Mati Terezija, pomislim na nesebično služenje kristjanke v Kalkuti. 2 imena, 2 povsem različna čustva in odziva. In Bog nam je odkril svoje ime, ampak ne tako, kot bi mi radi. Daniel, Marija, Jožef. Svet, svet, svet. Ja, sem, ki sem. Toda Jezus Kristus pa je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja, pravi Nova zaveza. In zdaj je ta Bog, in tukaj končujem, konkreten med nami. Ima roke, s katerimi nas objema, ima noge, s katerimi prihaja k nam, ima oči, ki vidijo naše stiske, ima ušesa, ki slišijo naše molitve. Vidimo ga, kako se dotika gobavcev, kako se ustavlja ob beraču, kako sedi z grešniki za mizo, kako umiva učencem noge in jim služi. Vidimo ga, kako lomi kruh pri Gospodovi večeri. Vidimo ga, kako umira na križu in odpušča grehe. In vidimo ga, kako vstane 3. dan iz groba, ker živi. In vidimo ga, kako je vznesen z nebohodom v nebesa in nam pravi: pridem po vas. Kdaj pa je Božje ime neposvečeno? Ko rušim stvariteljski red, ko ne spoštujem Božjega stvarstva, ko se hihitam ob perverznostih, namesto da bi zardeval od sramu, ko se opijanjam, namesto da bi bil trezen, ko goljufam, namesto da bi bil pošten, ko lažem, namesto da bi govoril resnico, ko sovražim, namesto da bi ljubil, ko zavidam, namesto da bi blagoslavljal, ko kritiziram, namesto da bi izgrajeval, takrat pa svet, svet, svet. To ime ni posvečeno. Mi nosimo ime po Jezusu Kristusu.
smo kristijani. Ko je Aleksander Veliki obiskal vojake, je enega vprašal, kako mu je ime. Odgovoril je, ime mi je Aleksander. A ker ta vojak ni živel vzorno in primerno vojaku, mu je Aleksander Veliki rekel, tak kot si, ne moreš nositi mojega imena. Imaš 3 možnosti. Bitka, izstop iz vojske ali pa spremeni svoje ime. Torej, če smo kristijani, bodimo kristijani. Kajti Bog je 3-krat svet. Zakaj sem se odločil za krščanstvo? Vedno malo povem. Ker sem vse ostalo preučil, ni me nagovorilo in ne bo nobene religije ali vere, niti v večnosti, ki bi lahko to presegla. Namreč krščanstvo je tako edinstveno. In želim ga uprizoriti s preprostim primerom, ki sem se ga te dni spomnil, kajti včasih podoživljamo svoja mlada leta, pa svoje začetke, prvih zaposlitev in prve dni, ko smo doštudirali in šli v službo. Ko sem učil v šoli, sem na izletu skupini učencev rekel, naj se postavijo v vrsto za sladkarije. Pohiteli so in eni so se postavili prvi v vrsto pohlepa. In takole sem opazoval. Danes več sladkarije ne pomenijo toliko, kot so pred 10 leti. Ampak jaz jih imam še vedno rad. Takole sem gledal, se spomnim, kako je hitro ta vrsta nastajala. Večji, močni, sebični učenci so bili spredaj. Manjši, šibki in plašni pa zadaj. Pa spomnim se, tudi če bi kdo prišel in se približal, so tisti iz višjega statusa porinili tiste nazaj in se urinili naprej. Zato sem nekaj časa čakal in potem naredil nekaj nepričakovanega. Odšel sem k zadnjemu koncu vrste in najprej dal sladkarije tam od zadaj, ne spredaj, manjšim, šibkim, plašnim. In ničesar nisem povedal. Dejanje je bilo dovolj. V svetu, kjer bogati postajajo še bogatejši, revni pa spregledani, Bog preseneča in stopa k zadnjemu koncu vrste in podarja večno življenje, rekoč, zadnji bodo prvi, prvi pa bodo zadnji. Seveda, Judje so mislili, da so prvi, pa so zdaj zadnji. Mi pogani pa smo zdaj prvi. Ampak tudi v življenju je tako. Kajti pri Bogu je matematika drugačna. Pri Bogu je tako, tudi ko darujemo kolekto. 10 minus 1 je pri Bogu 11, ne pa 9. Zato sem se odločil za krščanstvo, za 3-krat svetega Boga, ki je vsem toliko drugačen, da to ne more biti plod inteligence, niti domišljije, niti, oprostite, natega. Preprosto, Bog nas ima rad. Ljubi nas. In to mi zadostuje. Zato je Jezusova mati, devica Marija, prepevala, moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni, v mislih svojega srca, mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami, bogate pa je odpustil prazne, duhovno bogate pa je odpustil prazne. Tiste, ki so mislili, da so nad drugimi. Vabim k molitvi. Gospod, naj tolažim bolj, kot si iščem tolažbe, naj razumem bolj, kot iščem razumevanje,
Naj ljubim bolj, kot si želim biti ljubljen, naj služim bolj, kot sem poslužen. Naj skrbim bolj za druge, kot sem sam oskrbovan. To naj je moja drugačnost, to naj je moja svetost. Drug drugemu so vzklikali in govorili: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Amen. Pesem pravi: Svet si, svet si, svet si, nad vso zemljo je tvoja slava. Bomo vstali in s to čudovito pesmijo, ki je prepis iz Izajijeve knjige, zaključili bogoslužje. Svet si, svet si, svet si, nad vso zemljo je tvoja slava. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.